Povejte nam, kako naj se znebimo občutka, da ne gre še za zadnji poskus svobode v navezi za civilno družbo, da z vsemi sredstvi prepreči izvolitev nove vlade in novega mandatarja, ampak za tako resno grožnjo demokraciji, da je treba razveljaviti volitve, treba ustaviti postopke. Poglejte, v Svobodi smo od prvega dne, ko se je pokazalo, kdo stoji za temi, danes že vemo, prirejenimi posnetki, zagovarjali to, da je to nedopustno. Moje besede pred volitvami, da gre za največji škandal v zgodovini Slovenije in jaz verjamem danes enako. Kaj se je dogajalo po volitvah? Po volitvah smo namenoma sklicali sekretariat SNAV, oziroma sejo Sveta za nacionalno varnost, kjer so bili vsi, od Janeza Janše, pa tudi ostali voditelji vseh parlamentarnih strank. Na tem sestanku, bila je tudi predsednica države, je obveščevalna služba in policija so pokazali jasne dokaze z imeni in priimki, kdo se je srečeval z izraelskimi paraobveščevalci v Sloveniji. To je bil Janez Janša. Zato obstajajo dokazi, ki so danes v policijski oziroma pri tožilcih. Ampak tisti zadnji link nam manjka, tista zadnja povezava, gospod Golob, da je Janez Janša naročil agentom Black Cuba naj opravijo te pogovore in vohunijo oziroma diskreditirajo znane ljudi iz levega pola. Ta povezava nam manjka. Ste vi videli ta dokaz, ga lahko slovenski javnosti nocoj poveste? Videli smo dokaz, da je celotno kampanjo, umazano kampanjo, za katero se je ta teden na podlagi forenzične analize, ki je bila izvajana v Nemčiji zadnjih 6 tednov, jasno pokazalo, da so posnetki prirejeni. Spravi, ne gre za posnetke, ki bi bili v celoti resnični. Njihova sporočilnost je spremenjena in prirejena za potrebe predvolilne kampanje. To se je pokazalo v zadnjem tednu. In kar hočem povedati je, da so ti, ki so to izvajali, ker imamo dokaze, ki so bili pridobljeni s pomočjo tujih obveščevalnih služb, sodelovanja z njimi, točno te osebe so bile povezane z obiskom v Sloveniji, konkretno na sedežu stranke SDS. Štirikrat so bili v Sloveniji zaposleni tega podjetja. Kaj pa vi mislite, da so tu počeli? Da so bili na dopustu? Zagotovo ne. A mislite, da so šli na sedež stranke SDS? Vam lahko vrnem vprašanje, gospod Golob. Seveda, prosim. Ali vi mislite, da bi nekdo, ki je bil 3-krat premier, poleg tega še obrambni minister, te, ki jim bo naročil, naj diskreditirajo oblastne poslance in njihove ljudi, te povabil tako rekoč na svoj dom na Trstenjakovo? Zato je pa zanikal, ker ni vedel, da je bil pri tem ujet. Zanikal je na televiziji, na Pop TV, na soočenju, ko smo ga s tem prvič soočili. Kasneje je priznal pod težo dokazov. In veste, kaj je tisto, kar je za moje pojme kronski dokaz? Prejšnji teden stranka SDS skupaj s svojimi pandani v parlamentu, to je NSI in Resnico, vložila zahtevo za novo preiskovalno komisijo. Preiskovalno komisijo, ki nima namena razkriti vloge Izraelcev v naših volitvah, ampak ima namen obračunati s policijo, slovensko policijo in slovensko obveščevalno službo, ki sta v resnici samo branila slovensko suverenost pred tujimi obveščevalci. Tako daleč smo prišli, da nekdo, ki želi postati mandatar in sestavljati vlado, želi dobesedno demontirati slovensko policijo, zato da uniči dokaze, o katerih me zdaj vi sprašujete, da uniči dokaze, zato da ne bi nikoli prišli na plano. No in vse to je tisto, kar bo moralo upoštevati Ustavno sodišče. Ko se bo odločalo, ali je dejansko prišlo do vmešavanja tuje države v naše volitve z enim samim namenom, da se z neresničnimi informacijami vpliva na svobodno voljo ljudi. Jaz imam ogromno podvprašanj, pa greva po vrsti. Torej vi trdite, obiski so dokaz, da je Janez Janša to naročil. Sem vas prav razumela? Ne, to je vaša trditev. Ne, povejte dokaz. Dokaz, ki je bil predstavljen do sedaj, je, da je z ustanoviteljem te agencije, za katerega še vedno taji, in z nekaterimi drugimi uslužbenci oziroma svetovalci te agencije, gospod Janez Janša najmanj 2-krat sedel na večurnih sestankih. Naslednje vprašanje.
Zakaj te pritožbe, recimo vsega teh pomislekov niste vložili prej, vendarle sta minila 2 meseca in vi pravite, oziroma tudi včeraj je vaš sekretar Vovk tukaj v tem studiu rekel, rezultati laboratorija iz tujine dokazujejo. Gospod premier, o tem, da nihče ni zanikal, da je to pristno, ampak da so se res pogovarjali, samo da so izrezani, to ve slovenska javnost že 2 meseca. To ni nič novega. To smo vsi vedeli, strokovnjaki slovenski so to povedali drugi dan. Kaj se je zdaj tako spremenilo, da je zdaj pobuda na Ustavnem sodišču, da se zavre postopek imenovanja nove vlade in da se dvomi v volitve? Roki so zato, da se spoštujejo. Da je rok jutri, je pač stvar zakona. Tudi sicer, tudi če bi mi sestavljali vlado, pa me še niste vprašali, bi enako spoštovali odločitev Ustavnega sodišča in verjamem, da bi civilna družba enako postopala znotraj teh rokov, kot je postopala tudi sedaj. Zakaj? Zaradi tega, ker dobesedno tedna dni po volitvah verjamemo, da je najbolj pošteno, zdaj pa sploh, najbolj pošteno do volivk in volivcev, da pride do predčasnih volitev, do ponovnih volitev. Veste, zakaj bojo zdaj poštene volitve? In tiste pač niso bile. Iz 2 razlogov. Prvi razlog je izraelsko vmešavanje s prirejenimi, poudarjam prirejenimi posnetki, za katere slišim, da so prirejeni na način, da so v korist samo ene stranke. O tem bo policija več povedala, ne morem sam. In drugi razlog, bolj pomemben. V tem času se je pokazalo, kdo so v resnici v politiki slovenski prevarantje. Kdo so tisti, ki so obljubljali, da ne bodo sodelovali z Janezom Janšo, pa danes dajejo podpise zanj, in kdo so tisti, ki so rekli, da nikoli ne bodo skočili v objem Janeza Janše, pa danes skačejo. In zato bo na predčasnih volitvah bodo volivke in volivci lahko končno volili tistega, za katerega bodo vedeli, kako se bo obnašal tudi po volitvah. Še vendarle enkrat vas moram vprašati. Poglejte, znani politik iz levega pola je rekel, mi na teh posnetkih nismo slišali nič, kar ne bi slišali že v Tarči. Zakaj so po vašem mnenju ti posnetki tako usodno vplivali na volitve? Zato, ker vse raziskave javnega mnenja po volitvah kažejo točno to. Vse raziskave kažejo, da sta 2 vprašanji, samo 2 vprašanji, dominantno, spravi, najbolj vplivali na voljo ljudi. Prvo vprašanje za tiste, ki so volili desno oziroma nove stranke, je bilo vprašanje o korupciji. Ali je korupcija res tak problem, ko se na teh posnetkih prikazuje? Danes vemo, da so bili posnetki o korupciji prirejeni z namenom, da se to vprašanje izpostavi na način, ki ni resničen. Danes to vemo. Gospod premier, nihče od teh gospa, niti Švarc-Pipanova, niti znana odvetnica niso rekle, tega nismo rekle. Jaz sem slišal drugače, še posebej za Nino Zidar Klemenčič, ampak to imamo pristojne inštitucije, ki bodo o tem odločile. Saj ne odločava o tem ne jaz, ne vi. In še eno stvar bi rad povedal, mogoče niste opazila, ampak v prejšnjem tednu je potekal pri predsednici države sestanek. Na tem sestanku smo se jasno pogovarjali tudi o tem, o možnosti predčasnih volitev. In zato, da bi to vprašanje predčasnih volitev pospešili, to je bil naš namen že pred pritožbami na Ustavno sodišče, smo pisno dali predsednici zagotovilo največje stranke, jaz sem ga podpisal, da bo Svoboda podprla tehničnega mandatarja po njeni izbiri do izvedbe predčasnih volitev. Tako zelo verjamemo, da so bile te volitve zaradi tujega vmešavanja, izraelskega vmešavanja, nelegitimne, da smo pripravljeni tudi oblasti se odpovedati v korist tehničnemu mandatarju za to, da pride do poštenih volitev, na katerih bodo ljudje natančno vedeli, o čem se odločajo. Še eno stvar vas vendarle moram vprašati. Zdaj vse ostavimo na ta Black Cube, ne? Raziskave javnega mnenja so jasno pokazale, da je ta afera in te obtožbe, ki ste jih izrekli, pravzaprav vas iz drugega mesta potisnila na prvo. Ampak nekaj... To ne drži. Ja, ta afera je potisnila vašo stran. Povolilne raziskave, ki so edine resnične, ker takrat ljudje zares povejo, kako so volili in zakaj, kažejo nekoliko drugače. Ampak povejmo še samo eno stvar.
Poglejte, govorimo o izraelskih posnetkih. Kaj pa tisti, ki so nastali tukaj, recimo posnetki Vesne Vuković? Ali so tudi ti posnetki potem vplivali na volitve? Vsi posnetki, v katerih je govora o korupciji in za katere se danes izkazuje, da naj bi bili prirejeni, so imeli največji vpliv na tiste volivce, ki so volili proti koaliciji iz mandata 22-26, da. Ampak Vesna Vuković jih ni zanikala. To je pa spet vprašanje za pristojne organe. Jaz res zagovarjam, da pristojne inštitucije vse te sume raziščejo. To sem govoril že pred volitvami. Jaz pričakujem, da jih bo preiskali in ne bomo se vpletali v njihovo delo. Na kraj pameti nam ne pade. Če se izkaže, da je karkoli res, potem bodo tisti, ki so v tem primeru bili obdolženi korupcije, morali odgovarjati. Če se pa izkaže, da ni res, bodo pa tisti, ki so take obtožbe dajali, pač morali odgovarjati za krivo pričanje. Ampak to je stvar sodstva in sodstvo je v Sloveniji neodvisno in v njega tudi zaupam. Dve kratki vprašanje za konec, gospod Golob. Ali ste vi osebno ali kdo po vašem naročilu poskušali podkupiti poslance Resnice? Danes smo v Tarči videli poslanca oziroma eno njegovo izjavo, da lahko od Svobode dobi karkoli želi, in poslanca 2 od Resnice, da lahko sam vpiše cifro. Najprej bom rekel ne. Noben ne sam, nič ne vem o tem, še manj, da bi kdorkoli od naših to ponujal. Bi pa še nekaj drugega rekel. Ravno iz te stranke smo se v zadnjem času lahko prepričali, koliko je vredna njihova beseda. Njihova beseda, celo če je preverjena pri notarju, je vredna natančno nič. Zato je tudi to vprašanje za pristojne inštitucije. Vesel sem, da so te izjave dali na pristojne inštitucije in one so tiste, za katere pričakujem, da to raziščejo in seveda tudi tiste, ki so krivi, obsodijo. Pristojna inštitucija, od katere je kolegica Irena Ulčar Cvelbal pridobila dokument KPK-ja, pravi: sporen je način, kako ste želeli od ministrice Bobnar doseči uresničitev dogovora o očiščenju policije janšistov. KPK meni, da je uresničevanje političnih dogovorov omejeno z mejami pravne države. In vi ste z SMS-om to mejo prekoračili. In ta primer je na sodišču in kot sem napovedal pred volitvami, spoštujem odločitev sodišča, pa kakršnakoli že bo. In od tega ne bom odstopil. Ni in, ne. To je resna obtožba. Hvala lepa. Če se bo pokazala na sodišču, bom spoštoval sodbo sodišča. V tem se mogoče razlikujemo od prvaka bivše opozicije oziroma bodočega mandatarja.